Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. S programom televizije Exodus smo danes v gosteh na Zasavsko-Posavskem hribovju. Točno na Zasavski Sveti gori pri Litiji, kjer že 32. leto župnikuje gospod Maks Kozjek. Gospod Kozjek, dobro jutro in dober dan. Bogde. Se kaj pozna višinska razlika? 852 metrov nadmorske višine tukaj pri vas, glede na vroče vreme pri nas v nižinah. Je kaj hladneje? Par stopinj. Sicer pa v lepem vremenu seže z te točke oko daleč naokoli po Sloveniji. Kaj vse je mogoče uzreti? Od avstrijske do hrvaške meje. Proti zahodu se vidi Nanos, Snežnik, potem Julici, Triglav. Od Karavank se vidi samo Storžič, potem Kamniške planine. Potem tu gor proti Štajerski, vidi se Rogla na Pohorju, Uršlja gora nad Slovenj Gradcem. To je torej zares ena zelo pomembnih razglednih točk v Sloveniji. Je tudi romarska in izletniška točka, kaj ne? Oboje. Nahajava se v vaši župnijski cerkvi, ki že stoletja tukaj kraljuje na tej skali, na Zasavski Sveti gori, posvečena pa je rojstvu Device Marije. Verjetno je ena redkejših cerkva v Sloveniji ali pa daleč naokoli, ki je posvečena rojstvu Device Marije. Ne, teh cerkva je veliko. Ne tako malo. Ne tako malo. Od kdaj pravzaprav stoji ta cerkev, s kakšnim namenom so jo takrat zgradili? Torej, začetki segajo v 12. stoletje. Potem je pa nikoli niso popolnoma porušili, pa večjo gradili, ampak so je samo po ribenško širili levo in desno. Presbiter je bil dozidan 1472 leta, severna kapela 1704, za južno pa ni podatkov. Od zadnji del, kjer je kor, je bilo dozidana 1857 leta. Da bi pritegnili še več romarjev, izletnikov, tistih, ki se zanimajo tudi za takšne kulturne spomenike, sakralne spomenike. Kako bi nam na kratko razložili oziroma nas popeljali po vaši cerkvici, kaj vse je mogoče videti v njej? Torej, naša cerkev nima kakšnega bogatstva, ampak vseeno. Križopot je delal 1880 leta Tavčar iz Idrije.
Potem leta 1957 leta je v cerkvu treščilo po noči in je znotraj gorelo. Zgoraj je glavni oltar, raztopile so se orgle in vsa oprema je bila zelo poškodovana. Moj prednik je dal potem table križevega pota v restauratorski center v Ljubljano in gor so jih imeli 25 let. Niso jih pa dokončali. Rekli so mi, da do takrat je to plačevala država, potem bi moral pa to župnik plačati, pa ni šel nič blizu in so to uskladiščili na podstrešje. 2 so pa dobile noge in so odšle. In ko sem to zgodbo razlagal in kot romarjem iz Dolskega, je se oglasil profesor Kokalj, pa je rekel, jaz pa vem, kam so šle vaše table. Profesor Šubic jih je razrezal na kose in jih uporabljal na akademiji za učilo. Je rekel, en košček imam še jaz doma. Nikoli se niso opravičili, nikoli dali odškodnine. Ker sem potem, ostale table so bile do 3/4 narejene in potem sem jaz jih s silo dvignil in odnesel, odpeljal vse to na Brezovico, takrat še živečemu Izidorju Molitu. Je on dokončal, pa 2 nove naredil, 4 pa 10. Kaj vse vidimo v glavnem oltarju župnijske cerkve? No, potem so glavni oltar so delali 1959 leta. Arhitektinja Erna Tomšič je hotela narediti že po novem, oltar dol obrnen pa škofija ni pustila. In potem torej meni ni bila všeč Marija, ker je bila glih taka, se ne upam povedati. Nič hudega. Ste spremenili podobo na glavnem oltarju? Ja, smo spremenili in smo dali gor vitražo, ki je bila delana po črno-beli fotografiji nekdanjega oltarja, kip pa je bil iz leta 1628. Kaj pa v stranskem oltarju? Tukaj lahko vidimo sveto Ano, mater Device Marije. Stranski oltarji so pa tirolski iz leta 1910. Na levi strani je sveta Ana, na desni pa sveti Jožef. Ker takrat je to bil čas reform, ko so metali ven zlate oltarje iz cerkva in notri montirali tirolce, ki so brez vsake umetniške vrednosti. Ker so serijsko izdelani. In potem torej ti stranski oltarji so še originalni takšni, kot so bili takrat. Tudi jih nismo po požaru, jih nismo dali nič obnavljati. V tej stranski kapeli na levi strani v cerkvi poleg svete Ane in Device Marije sta še 2 svetnici. Mislim, da je to sveta Barbara. Je tako? Da, sveta Barbara pa kaj je tiste? Elizabeta, kaj? Elizabeta, kakšna Roza Limanska, verjetno ni, ne? Najbrž, da bo. Sveta Rozalija. Kaj pa v drugem stranskem oltarju? Stranski kapeli? Severi pa svet Anton Padavanski. In križev pot. Vi ste v teh letih, odkar tukaj župnikujete, veliko stvari dodali na novo. Med drugim tudi to malo detece za nama na sliki, Devico Marijo. Verjetno prav zaradi tega, ker je ta cerkev posvečena rojstvu Device Marije. Torej tak kip sem jaz prvič videl v Jeruzalemu, v kripti cerkve svete Ane, pod oltarjem je ležala. In ko sem jo zagledal, se mi je tako prijazno, tako nebeško smehljala, da sem tako želel imeti to Marijo. Potem sem pa tisti, ki so pogosto hodili v Sveto deželo,
prosil, da naj bi mi prinesli na fotografijo, pa je prišel samo ta odgovor, tam noter ni več te Marije. In ko sem čez par let sam bil dol, sem pa šel tam noter, je bila ena Slovenka, sestra od redovne skupnosti Der Arbeit, in one so pa povedale, da je kip v Nazaretu, v kateri cerkvi, ki je pa ne vemo. In potem, ko smo šli v Nazaret, vodič nam je dal, da po končanih obredih, mašah, dal 20 minut časa. Hitro vzamem taksi in se peljem. Najprej sem v zakristiji vprašal, kje je ta Marija. Je rekel, ne vem, če pa je v Nazaretu, pa ni druge kakor v Špitalski cerkvi, kjer je redovna skupnost sestre Marijinega detinstva. Me pelje na vrh strehe, pokaže, ki je prav 20 minut v eno smer, peš. In potem hitro vzamemo taksi in enega prevajalca in smo šli gor. In nas je en zdravnik, nas je že čakal pred cerkvijo, nas peljal noter in Marija se je tako smehljala, ko živa. In mene je to tako ganilo, oziroma sem potem šel v zbiralno akcijo za te posnetke, pa na sliki ni bila nikoli nobena tako lepa, kakor v resnici tam na licu mesta. Potem sem jo pa v Milanu, tiste sestre, naredile novo, ki imamo zdaj tu v naši cerkvi. Spodaj v kapeli imamo pa še bolj mečkeno. Tisto so mi pa sestre svojo podarile iz dnevne sobe v samostanu. In gotovo bo zanimiv podatek za mnoge, ki sedaj spremljajo ta najin pogovor, ker je cerkev posvečena rojstvu Device Marije. Vi ste v svojih zapisih že ob 16. obletnici dogodkov v Medžugorju, kamor ste prvič romali že v prvem letu Marijinih prikazovanj, leta 1981, zapisali, da je leta 1984 Marija praznovala 200. oziroma 2000. jubilej svojega rojstva. To pomeni, da bi letos, leta 2015, bil 2031. jubilej rojstva Device Marije. ja, torej takrat je Marija to povedala vidkinji Jeleni, ker poleg teh vidcev 6 v Medžugorju so bile še 2 punce, ki so imele notranje govorenje, ki Marije niso videli. In ena od takih je bila Jelena Vasil in njej je Marija to povedala. Povedala pa je tudi njen rojstni dan, celo dan, ne 8. september, kot ga sicer cerkev praznuje, ampak nekje avgusta, ne? Torej povedala, da je bila rojena 5. avgusta. 8. september, ki jo mi praznujemo, pa je obletnica posvetitve cerkve Marijinega rojstva v Jeruzalemu. Ker drugače za Marijino rojstvo se ni nič vedelo, kdaj je bila rojena. 5. avgusta je Marija Snežna. Da. Torej Marija Snežna, ko so v Vatikanu želeli graditi Marijino cerkev, največjo Marijino cerkev, niso mogli izbrati lokacije, potem je pa Bog pokazal. Po noči je na tistem hribu zapadel sneg, 5. avgusta. Zato jo rečemo tudi Marija Snežna. Tukaj na Zasavski Sveti gori pri Litiji ste v tem času Marijinih prikazovanj v Medžugorju tudi sami uredili posebno kapelo Kraljice miru. Da, to je bila prva na svetu, posvečena Medžugorski Mariji. Ko so Italijani v Vičenci izvedeli za to, so je takoj prišel en fant sem pogledati, če je to res, in potem čez en mesec se povrne in prinese darilo 1 milijon lir. S tem denarjem smo na kapeli na severni strani naredili bakreno streho. Poznamo vas kot enega najbolj gorečih romarjev v Medžugorje. Sami vidite medžugorske dogodke zapisane oziroma napovedane že v Svetem pismu. Kje so nakazani dogodki v Medžugorju v knjigi vseh knjig? Torej, to je zapisano proti koncu 12.
poglavje in 13. poglavje razodetja apostola Janeza. Tam je zapisano: in odprla se Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja Gospodove zaveze. In prikazalo se veliko znamenje na nebu, žena obdana s soncem, pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in vpila v porodnih bolečinah in mukah. In še drugo znamenje se je prikazalo: bil je velik ognjen rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. Porodila je moško dete, ki naj bi spaslo vse narode z železno palico. In vzeta je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Marija pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. Strokovnjaki pravijo, da to pomeni, da je Marija zbežala v puščavo človeških src. Kaj vse simbolično povedo te svetopisemske besede o Medžugorju? Torej, mi smo romarji videli skrinjo zaveze. Zdaj sem videl zadnjo videnje, kakšnih 6 let od tega. Ko smo zadaj za cerkvijo stali ob 3 popoldne, močno sonce sijalo in na križovcu je križ in podstavek izginil in na tisto mesto se je postavila skrinja zaveze. Bila je vsa v zlatu, 1 meter dolga, pol metra visoka in pol metra široka. Lesketala se v soncu. In na njej sta klečala 2 angela. Velikost angela je bilo od kolen pa do vrh glave kakšnega pol metra. In razlika je bila samo toliko s Svetim pismom, da sta bila ta 2 angela živa. Ker Mojzes je te angele naredil iz čistega zlata. Dal narediti. In te 2 sta se pa priklanjala drug proti drugemu. Ne direktno, ker bi se z glavicami bušknila, ampak malo po strani, eden proti drugemu. To smo gledali kakšnih 10 minut, potem je pa zginilo. Marijo imenujemo skrinja zaveze. Kaj je pravzaprav v preteklosti pomenila ta skrinja, kako je izgledala? Torej, skrinja zaveze v skrinji zaveze je bila narejena po božjih navodilih, povedano Mojzesu, ki je dal skrinjo delati, in notri so dali table 10 božjih zapovedi in Mojzesovo palico in lonček mane. To je v skrinji. Samo ta skrinja jo še danes niso našli. Leta 570 pred Kristusom, ko so morali Judje v babilonsko sužnost, je dal prerok Jeremija prenesti to skrinjo na eno goro v okolici Jeruzalema. Tam je bila neka taka jama in pa je po vse odslovil stran, čisto sam je vlekel notro tisto jamo in zasul. In zato te skrinje še niso našli. Pa jo bodo enkrat. 24. in potem 25. junija leta 1981 se je Devica Marija kot kraljica miru prvič prikazala otrokom v Medžugorju. Kdaj ste vi izvedeli za te dogodke in kdaj prvič odpotovali tja? Torej, v začetku avgusta sem zvedel za to. Moj prijatelj Janez Kompare, duhovnik, je šel v Split k sestri za 14-dnevni oddih. In ko je prišel na aerodromu iz aviona, ta prve besede, ki jih mi je sestra izgovorila, je rekla: Janez, a veš, kaj se tle dogaja? Marija se prikazuje. In rekel, vseh lokalih, kjer si se vstal, se ljudje niso drugega pogovarjali kot o Mariji. In potem drug dan se sedemo v avto in se peljejo v Medžugorje. Je rekel, ko mravlje je šla procesija gor na Crnico in nazaj in vsak je v roke držal rožni venec. Je rekel, tudi če ne bilo nič prikazovanje, to nekaj pomeni. In ker je po časopisih pisalo, koliko škode delajo romarji po nivah in tako naprej, pa je rekel, nimajo prav, kaj čist sam kamen. Ko ste odpotovali prvič tja, na kakšen način ste potovali? Jaz sem potoval tja s prvim slovenskim avtobusom, ki ga je vodila Zofka Rakušček, pokojna učiteljica. 3 duhovniki smo bili takrat gor. Pater Klemen, frančiškan, pa župnik od svetega Tomaža pri Ormožu, pa jaz. Potovali smo po noč
In zjutraj smo se ustavili v Mostarju, v frančiškanski cerkvi, v učilnici smo imeli slovensko mašo in potem šli naprej, nadaljevali pot v Ljubuški, v hotel, na počitek in šele popoldne smo potem krenili proti Medžugorju. In ker takrat je policija lovila vse, nisi 1 kilometer pred cerkvijo smo že morali ustaviti, nismo smeli do konca priti, je bila straža. In pol drug dan pa šoferji niso hoteli peljati v Medžugorje, smo se peljali pa s taksijem. Že ob 5 zjutraj. Potem smo imeli tam, smo somaševali in enkrat pozno dopoldne smo krenili nazaj proti Ljubljani. Torej, hribov niste mogli obiskati? Ne, nobenega. Je bilo vse zastraženo. Vi ste vodili veliko slovenskih vlakov iz Slovenije, ki so takrat v prvih letih vozili do Mostarja, in do danes mnogo avtobusov. Mnogokrat na leto pravzaprav organizirate romanja v Medžugorje. Da, najbolj zanimivo oziroma čudovito je bilo 15 posebnih vlakov. Največji je bil prvi, je imel 774 romarjev. In kar ganljivo je bilo poslušati na ljubljanski železniški postaji, ko so po zvočniku vsakih 5 minut povedali, posebni vlak za Medžugorje stoji na 5. tiru. Samo za ta prvega so rekli, da gre za Mostar, potem pa vedno za Medžugorje, na 5. tiru. In nekoč takrat je rekel na vlaku kapucin, pater Stanko iz Škofje Loke, je rekel, kdor ne verjame v Medžugorje, naj gre na posebni vlak spovedovati, pa bo videl, kaj se dogaja v dušah. Če že obiščemo neko mesto enkrat, dvakrat, trikrat, se nam morda zdi to dovolj. Kaj je vas tako zelo nagovorilo, da ne popustite in tolikokrat na leto, že od leta 84, torej od 81, že 34 leto tako goreče organizirate romanja, popeljete toliko ljudi v Medžugorje? Torej nikjer človek ne občuti tako v živo Marijino navzočnost kot v Medžugorju. Nikjer. Srečo. To je čudovito. Ko sem jaz obhajal 25-letnico mašništva, sem bil dol, ko sem imel mašo, jaz sem čutil, duhovno čutil, da je okrog mene polno biti, nevidnih biti. Prepričan sem bil, da so angeli, ki so dali nepopisno doživetje, občutje. Ker normalno, če si v množici, da te ljudje, ta bitja stiskajo. Tukaj je bilo pa ravno obratno. So mojo materialno plat telesa kar nase vlekli. Da sem čutil tako lahkoto, da se to skoraj ne da povedati. In kaj ste pravzaprav doživljali v tistih začetkih, v tistih prvih dneh, ko ste se morda prvič povzpeli na kraj Marijinih prikazovanj, na Crnico, pod Brdo, pa na Križevac? Torej takrat v Medžugorju ni bilo nobene restauracije, ne gostilne. En bife je bil daleč od cerkve stran. Pa v celem Medžugorju so bile 2 male špecerijske trgovine. Drugače pa ničesa. Pa nismo nič pogrešali. Vsake pol ure je pa po Medžugorju krožil miličarski vlak, krožil miličarski avto in šli so prav gor na Crnico in gor pobirali osebne izkaznice. Nas so ugrabili, ko smo 1. maja 82. leta šli iz Križevca. Pobirali osebne izkaznice spode in potem ene tete so pa, ker sem gor 40krat fotografiral s polaroidno kamero, vsak je hotel biti s križem fotografiran, so pa kar v roki še držali tiste slike in so slike pobirali.
Potem so pa hoteli mene odpeljati učiteljih na zaslišanje, so se pa romarji enoglasno oglasili, ne damo ga, kamer gre on, gremo še mi. Prav, onda vsi. In pa se šel pa cel avtobus v Čitluk in jaz pa šoferstvo šlo na zaslišanje, druge so pa samo upisali v romarsko knjigo. In smo bili, torej običajno vprašanje, odkot ste, čigavi ste, kje ste zvedeli za Medžugorje in tako naprej, pa zašto ste išli na Brdo. Zato, ker se gor Marija prikazuje in ker se križ včasih vrti. Znamo mi to, je rekel sekretar notranje uprave. In ko sem šel iz zaslišanja, mi pa osebne so vrnili, fotografiji pa ne. Sem šel pa nazaj, da prosim, če bi date fotografije nazaj ali pa potrdilo, da ste jih vzeli. In potem so fotografije vrnili. In tako bolj zgodaj popoldne smo se potem vračali proti Sloveniji. Ste eden redkih duhovnikov, ki je Devico Marijo tudi videl ob njenem prikazanju v Medžugorju, pa menda ne samo enkrat. Torej, Marijo sem videl večkrat, nadaljavo. Marijo sem gledal od cerkve na Križovec, kakih 20 centimetrov visoko, snežno belo žensko bitje, vedno nam je pomahala z rokami. V pozdrav 3-krat pomahala, mi smo jih pokleknili in molili. Prvič smo to doživeli 25. maja 82. leta. Takrat smo jo gledali, cel rožni venec smo gledali Marijo. Enkrat ne bilo to. Druga znamenja, ki smo jih videli, skrinjo zavezo sem že omenil, pa... Kako se je to zgodilo? Kako se je začelo to prikazanje? Kje ste bili takrat? V kakšnem času dneva? To je bilo. Tisto jutro se je Marija prikazala 3-krat. Prvi so šli s taksijem iz Ljubuškega, z hotela že o 5. zjutraj. Jaz sem pa moral v hotelu čakati do zadnjega, da so vsi oddali ključe in potem sem lahko šel. Jaz sem prišel po Medžugorju šele ob 7:30. Ena romarca skoči meni, me objame pa pravi, kje s pohodom, mi smo pa Marijo videli. Malo mi je bilo krivo, jaz bi je tudi rad. In potem gledam, dež je padal, rahlo je deževalo, gledamo na Križovac in križ se je svetil, kot da je srebrn in se je začel, kot da se je otrgal na podstavku in je 2-krat okrog zaplesal in potem je začel absorbirati, da so ostale samo tanke črtice za križ. In potem se je na tisti podstavek postavila srebrno-bela žena. In smo jo gledali. Torej je bilo to, imel sem časih romarje, ki so šli samo zato, da bi Marijo videli, cirkuško. In sta bila enkrat 2 moška, ki sta že ob 12. naročila taksi in se peljala v Žitomisliče na železniško postajo in sta tam 6 ur v gostilni čakala za odhod vlaka proti Ljubljani. Pa je ob 5 minut pred 2. uro popoldne je pa eden zavpije zunaj, Marija je prišla, skočimo ven iz cerkve, pogledamo na Križovac, za nas je bilo pod levim krakom križa v zraku lebdela Marija. 3-krat nam pomahala z rokami v pozdrav, pokleknili smo in molili. Potem so pa taksi začeli voziti, ker ni bilo veliko taksijev na razpolago, v Žitomisliče in ona 2 sta spraševala, ste kaj videli? Smo. Kaj, to in to. Drug taksi pride, spet ste vi kaj videli, spet vsak je isto povedal. Pa sta pa rekla, pa samo zato smo šli v Medžugorje, pa nismo nič videli. Vsak, kdo je v Medžugorje samo iz golega Firpsa, ta bo šel suh nazaj, ne bom imel nobenih doživeti. Kdor gre po Medžugorje s srcem, da želi povečati vero, upanje, ljubezen, ta bo pa nesel polno dušo, kolikor njegova duša zmore nositi. Vera pa je obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo videnje stvari, ki jih ne vidimo. Vi pa ste videli. Kaj to pomeni za vašo osebno vero? Rast. Čudovito. To se ne da, to je treba doživeti. Torej, eno od vidnih znamen dol so bili ptiči.
To je pa, zdaj zdi se mi, da je 11 let. Ja, 11 let je letos bilo. Smo bili zjutraj na Križevcu in iz južne strani proti nam je letela jata kormoranov. To so ptice roparice, ki praznijo naše reke. Ena ptica poje na dan 8 kg rib. In letijo pa v obliki črke V, da lažje režejo zrak. In ko so prišle nad Križevac, so začele nenadoma se mešati sem in tja in vpiti so začele, da ne jih gledamo. In naenkrat so naredile krasen Marijin monogram. Ogromen M čez celo goro, notri pa A in 3 so bile še za črtico pri A-ju. To smo gledali kakih 10 minut. In potem so se pa spet, pa ves čas so kričale, ali so Marijo slavile, ali so nas opozarjali, da jih gledamo. Spomnil sem se na to, ko je Jezus rekel, če boste vi molčali, bodo kamni vpili. V Medžugorju so se oglasile ptice. Se morda spomnite dneva, kdaj se je to zgodilo? To je bilo v začetku februarja, tam 8. ali 10. februar, točen datum pa ne vem. Katera znamenja ste še doživeli, videli na lastne oči? Torej, na lastne oči videli smo vrtenje sonca, hostje v soncu, potem smo, torej po pripovedovanju drugih, jaz tega nisem videl, kjer je bilo za 2000-letnico, takrat je po noči pri eni hiši je spala družina iz Novega mesta, kjer je očka popolnoma slep in je po noči začel klicati družino, pojdite ven, ker se zunaj nekaj dogaja. Šli so ven, videli so domače ljudi, ki so na dvorišču klečali in gledali na Križevac. Na Križevcu je bila močna svetloba in v njej je bila Marija. Potem en Inozemec je to na kamero snemal in samo na enem posnetku se je pokazala tudi Marija. In potem se je pa ta svetloba, ta Marija premaknila na Crnico, tam je bilo pa do jutra. Vi ste imeli veliko kontaktov s tamkajšnjimi domačini. Kaj vse so vam povedali, kaj so oni doživljali od začetka Marijinih prikazovanj? Vemo iz zapisov, da je Bog dajal pred začetkom prikazovanj že neka predznamenja v tej župniji. Ja, enkrat so videli na nebu napis mir. In drugače se ne spominjam več, kaj je bilo. Govorili so o nekem ognjenem stebru na Crnici, na Križevcu, kamor so drveli. Veste, kaj je bilo? Jaz sem bil dol z enim prijateljem črne polti iz Renjona in takrat nismo nič vedela, da je kakšna steza na Križevac, so šla kar naravno zgor po skalah in njemu so hlače počele od zadaj. Da je pa fin profesor, tak ni hotel hoditi po Medžugorju. Jaz sem rekel, greva eno hišo, pa boš zašil. Ne, greva v Ljubuški, prav v hotel greva, tam bom šival. No in potem pa najprej iščeva po trgovinah hlače, kje hercegovske hlače so za 2 tista mala človeka, da bi jih dal noter. Nismo našli nič primernega. Pa so pa v eni trgovini podarili šivanko in cvirn, sukanc. Da je pol v hotelu to šival. Ko so po čez nekaj ur prišla nazaj v Medžugorje, mi je pater Tomislav rekel, sad, ne vem koliko nazaj, prav so mi ljudi pričali, da je bil na Crnici ognjen steber. Mi dva so pa hlače šivali. Čeprav Bog daje ta zunanja znamenja, zakaj so pravzaprav dana ta zunanja znamenja ljudem, niso pa najpomembnejša, tako nas Cerkev uči. Veliko bolj pomembno je to, kar se v notranjosti ljudi dogaja, v njihovih dušah, spreobrnenja srca. Torej, na račun znamen ni veliko spreobrnen, ker človek mora znotraj mora udariti strela. Znotraj Božja milost v srci. Zame so bila ta prikazovanja samo kot nagrada, da smo tudi to doživeli. To je Medžugorje enkratna zadeva.
Kaj pravite na Marijina sporočila? Že na začetku so menda Marijo videli pri križu na Križevcu, kako je klečala, objemala križ in povedala, da ni prišla proslavljati sebe, ampak svojega sina, da je on Bog, ki ga moramo sprejeti in tako naprej. Kakšen pomen ima to sporočilo? Mislim, da sami veste, da je vera v današnjih časih zelo opešana. Že leta 1900 je nekje zapisano, pa da res se ne spominjam kje, ker je pisalo, vera na svetu peša. Že takrat. Kaj pa zdaj? Vera na svetu peša. Vera mnogim ljudem ni več vrednota. In Medžugorje je mnoge na tisoče ljudi dramilo iz spanja, da bi odprli duhovne oči in začutili, da je Marija z nami. Običajno ljudi stiska, notranja ali zunanja stiska, primora do tega, da gre v Medžugorje. Morate misliti zdaj, če je bilo za konec mladinskega festivala. En večer je bilo 540 duhovnikov pri oltarju, drug večer, ko sem bil tudi jaz prisoten, je bilo pa 528. To nekaj pomeni. Kako gledate na to, da je Marija od začetka prikazovanj izbrala celotno župnijo svetega Jakoba v Medžugorju, vse župljane torej, in njih najprej želela nekako voditi in vzgojiti, voditi k Bogu, k svojemu sinu. Vsak dan je dajala sporočilo za župnijo. Na začetku se niso najbolje odzivali, tako da je povedala, da če bo tako, ne bo več prihajala. Potem so se pa le zbudili. Da, otroci se enkrat vprašali, zakaj je prišla ravno v Medžugorje. Pa je rekla, zato, ker sem tukaj našla veliko vere. Enkrat prvo leto smo šli tam iz Bjakovičev proti Medžugorju, pa nas en možakar srečamo, enega starejšega moškega, pa se ustavi in nas gleda. Pa šta ste vi za jedni ljudi? Ništa ne pozdravljate, hvale Isusi Marija. Ovdje smo svi desni, samo 3 so levi. V krevni skupnosti, ki je imela 700 gospodinstv. Kaj pa Marijina druga sporočila? Molitev, vemo, da je postavila na prvo mesto, spreobrnjenje, post, pokora, mir, redna mesečna sveta spoved in tako naprej. Če začneva samo pri molitvi, zakaj na prvem mestu molitev? Molitev je tako velikega pomena, da si sploh ne znamo to predstavljati. Z molitvijo mi zadržujemo delovanje hudobnega duha, da se nam hudobni duh ne more približati, osebno nam in pa v našo okolico. Torej, molitev je tako pomembna, samo moliti bi morali ljudje veliko ur na dan. Potem bi bili to z molitvijo bi mi dosegli vse, kar bi hoteli. Če bi slovenska cerkev ali cerkev škofe in duhovniki na začetku sprejeli Medžugorje in ga živeli, ne bi imeli nobenih težav, kot jih smo imeli in jih imamo še. Bi sprejeli Medžugorje in ga živeli, pravite, v Medžugorju povedo duhovniki, da se tam pravzaprav ne dogaja nič novega, da je vse to, kar se tam dogaja, cerkev že kdaj potrdila, molitev rožnega venca, sveta maša, križev pot in tako naprej. Da. V evangeliju je zapisano, zato je vsak oskrbnik Božjega kraljestva podoben hišnemu gospodarju, ki svojega zaklada prinaša staro in novo. Ko sva govorila o molitvi, Marija ni želela, da bi takoj začeli z rožnim vencem. Najprej je učila, da naj začnejo moliti 7 očenašev, kaj ne? Da, to je bilo uvajanje. Potem je pa to množila. Potem en del rožnega venca, 3 dele rožnega venca, danes 4 dele. In Marija želi, da bi mi molili cel dan, ves prosti čas koristili za molitev.
Ali je molitev res samo vrtenje jagod na rožnem vencu, izgovarjanje zdravih Marij in tako naprej? Kaj je pravzaprav resnična molitev? Imamo toliko obveznosti skozi dan, zelo smo zasedeni s službami, z družino in tako naprej, tako da ni mogoče, da bi vse skozi molili. Da, ni mogoče, lahko pa vse skozi posvečujemo dan z kratko molitvijo, z srcem, da izročamo Mariji dan. In jaz vsako jutro, ko vstanem, je najprej posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu, da bi Mariji darujem vse, kar se bo dogajalo tisti dan. Naj mi Marija to blagoslovi. Vse 3 dele rožnega venca, če bi jih molili na dan ali pa sedaj že 4, bi nam to vzelo morda 1,5 ure največ, kaj ne? Ja. Kaj pa na drugem mestu govori o spreobrnjenju? Kaj je to resnično spreobrnjenje, ki ga pričakuje kraljica miru v Medžugorju? Torej, da mi vero sprejmemo kot vrednoto. Kot vrednoto. Ne samo kot nekaj zanimivega in tako naprej, ampak kot vrednota, da nam vera nekaj pomeni. In da smo mi stalno povezani z Bogom, stalno povezani z Marijo. To je veličastna stvar. Da bi Bog prišel višje na lestvici naših vrednot, celo na prvo mesto, ona pravi, ne? Točno tako. Točno tako. Potem govori o postu. Da je post na drugem mestu, ne? Da bi se postili ob kruhu in vodi, ob sredah in petkih. Jaz sem to na Dolenjskem, ker sem bil prej v začetku, ker je bila nižja nadmorska višina, sem to z lahkoto delal. Tu gor, na tej gorski višini pa nemogoče. Sem bil pa toliko lačen, pa toliko me je zeblo, da ni bilo za prenašati. Post ob kruhu in vodi, ob sredah in petkih pravite za zdrave ljudi. Kaj pa bolni? Ja, pa toliko, kolikor človek zmore. Kolikor zmore. Potem govori o pokori. Ja, to se pravi prostovoljno odpovedovanje stvarem, ki za življenje niso nujno potrebne. In mir. Kako dosegamo mir? O kakšnem miru govori Marija v Medžugorju? O notranjem miru, o sreči. V tej besedi mir je sreča, zadovoljstvo, radost. Vse to se v tem občuti. Potem pravi, da bi naj postavili Boga in tudi Sveto Evharistijo v središče našega življenja, v središče našega vsakega dne, da kolikor je le mogoče, da bi vsak dan obiskali in bili navzoči pri sveti maši. Torej, to nam zelo manjka v Sloveniji, da ljudje čez dan ne obiskujejo cerkve. Zato vse, ker se pojavljali vedno bolj pogoste tatvine, zato imamo vse cerkve zaklenjene. Ko sem bil pa pred leti na Renjonu, pri prijatelju, in ko so okrog potovala, vse cerkve cel dan odprte, ali to cela noč, ne vem, odprte, in ljudje, ki so šli mimo cerkve, vsak stopil za 5 minut v cerkev, pomolil in šel naprej. Meni se je to zelo lepo videlo. Kakšen pomen pa ima danes še sveta spoved, zakrament svete spovedi? Marija je vitkinji Mirjani dejala, da ni na zemlji človeka, ki ne bi potreboval stopiti pred spovednika vsaj enkrat na mesec. Da, spoved nas očiščuje, ker če kdo velikokrat se v takem pogovoru sliši, ni on kaj povedati pri spovedi. En greh, ki ga delamo dnevno vsi, to se pa glasi: premalo sem ljubil Boga in svojega bližnjega. Boga ne bomo nikoli dovolj ljubili, vedno premalo. In to je tudi stvar, ki najlažje naredimo načrt, da se bomo poboljšali, da ga bomo bolj ljubili.
Gospod Maks Kozjek, velikokrat ste srečali tudi vidce, torej tiste, ki Marijo vidijo v Medžugorju, ki se z njo srečujejo. Kako se spominjate tistih prvih srečanj z njimi, pa vse do danes? Kakšna so bila ta srečanja, vaša srečanja in kakšen vtis ste dobili o teh ljudeh? Torej, srečanja so bila vedno prijetna. Ti vidci so nam skušali prikazati, kar so oni doživljali v teh videnjih. Ker jaz osebno, na primer, sem bil večkrat na tem videnju, pa nisem nikoli nič doživel. Nič videl, nič doživel. Ko smo bili prvič v hiši, ker je bil Jakov doma, ko smo bili prvič tam in moja gospodinja, zdaj pokojna, je tistih 10 minut čutila nepopisen von. Naenkrat je zadišalo po sobi in naenkrat je ta von izginil. Pa je vohala okrog tiste punce, ki so bile tam, pa ni nobena tazga vonja ni bilo nikjer. Torej jaz pa nisem doživljal telesno, čustveno doživljal ničesar. Ko smo šli potem od tam v Medžugorje, pride en avto, v njem je bil mladenič, je rekel, jaz sem danes presrečen, mene je Marija poljubila. Je rekel, zadnjič, pred kratkim so mi vidci rekli, a lahko prosimo Marija, da te bo poljubila, prav lahko sem, jaz tega nisem vreden. Je rekel, takrat sem čutil Marijine ustnice na mojem licu. Je rekel, danes pa nisem čutil ustnic, ampak tako srečo, da sem drgetal od sreče. Prav, jaz sem srečen, sem to ponavljal, ko nas je pelal v Medžugorje. Vi te otroke, ki so danes odrasli ljudje, imajo svoje družine, že svoje otroke, imenujete preroki poslednjih časov. Kaj to pomeni? Torej, preroki poslednjih časov bi zdajle morda eden mislil, da bo konec sveta čez nekaj let, lahko to traja zelo dolgo, stoletja, ne vemo. Vsekakor se pa bližamo temu, da lahko rečemo, da so to poslednji časi. Že apostol Janez je zapisal, da so poslednji časi takrat. In danes pa še toliko bolj. Torej, to ne pomeni konca sveta, pomeni verjetno konec nekega obdobja človeške zgodovine. Velike spremembe bojo. Velike spremembe. Ker bo prišlo do tega, ker bo se bližal čas tisočletnega Kristusovega kraljestva na zemlji. Ker bo vsem ljudem, ki bodo takrat še živeli, vera 1A. Morda je tudi v skrivnostih, med 10 skrivnostmi, ki jih je Marija kraljica miru razodela vidcem v Medžugorju, tudi to, o čemer sedaj govorite. Kaj nam lahko poveste o teh skrivnostih? Kaj ste vi izvedeli o tem? Vemo, da bo pater Peter Ljubičič, ki je bil izbran od vidkinje Mirjane Dragičevič, da bo nekaj dni pred dogodki, ki bodo zajeli menda ves svet ali dele sveta, molil s to vidkinjo in potem tudi svetu razodel še pravočasno o dogodkih, ki so pred vrati. Da, to se bo zgodilo. Zdaj v začetku smo bili malo nestrpni, smo vse mislili, da bo to hitro, vendar Bog potrpežljivo čaka. Potrpežljivo čaka, da bi se ljudje spreobračali. Kajti na drugi svet je večnost, večna nebesa ali večni pakov. In že v teh dneh, ki doživljamo to strašno vročino, se jaz včasih spomnim, ko bo šele v peklu vroče. Vi tega zagotovo ne boste občutili. No, tako premišljujem. Gotovo pa je res, Marija je že v Fatimi opozarjala otroke in klicala k temu, da bi morali moliti, delati pokoro
kajti mnogo duš se vsak dan za večno pogubi, ker je premalo tistih ljudi, ki bi bili pripravljeni moliti in delati pokoro za spreobrnjenje sveta. Da, res je tako. Res je. Med skrivnostmi, ki jih je Marija povedala vicem, pravzaprav vsaj ena, mislim, da je tretja ali četrta, je ta, ki pa ni več tako velika skrivnost, ampak so vici vendarle nekaj razodeli. Marijo so veliko časa prosili, da bi pustila kakšno znamenje za tiste, ki ne morejo verjeti v njene prihode sem v Medžugorje, da apelira od tukaj na ves svet, na vse njene zemeljske otroke, da bo pustila na Crnici, na kraju prikazovanj, vidno, otipljivo in trajno znamenje. Kaj ste vi izvedeli o tem znamenju? Kakšno bo to znamenje? Znamenje 50 metrov višje od kraja prvih prikazovanj. In da bodo ob dotiku tega znamenja mnogi čudežno ozdravili. Kdaj bo to, ne vemo. Vsekakor bo po Medžugorje samo raslo. Samo raslo. Nikoli ne padalo. To je Marijino delo. To ni človeška izmišljotina. Zakaj bo pustila to znamenje? V Lurdu je pustila vodo. Studenček je blagoslovila. Kot voda, ki lahko tudi čudežno deluje. Tukaj bo drugo znamenje. Kakšno, kako in kaj, ne vem. Vi skupaj z vašimi romarji vodite romanja, ki so zelo spokorna. Drugi romarji v Medžugorju občudujemo vaše poti. Običajno se z avtobusom odpravite zvečer na pot, tako da vso noč pravzaprav premolite, morda malo prespite, ali kako potekajo ta vaša romanja, tudi post je vključen. Torej, dol grede od Ljubljane, zmolimo 4 dele rožnega venca, od 10 naprej pa zahtevam tihoto na avtobusu, da kdor hoče lahko malo podremlja ali pa zase privatno tiho moli. Ob 3 zjutraj pridemo v Medžugorje in gremo na goro Križevec z baterijami. Ta romanje je čudovito doživetje, ker pol čez dan je ta steza na Križevec tako nabasana, da ne moreš nikamor. Takrat smo bili čist sami, prazno je vse in mi se lepo dvigamo na to goro. Super. Koliko časa ostajate tam? Samo en dan, zvečer ob 9 se vračamo. Kako pogosto romate? Torej zdaj zadnja leta imam samo 4-krat na leto še romanje, ker je mnogo teh organizatorjev pa pobere na vseh stranih. Tako da leto nazaj sem hodil pa vsak mesec. V zadnjem času je v katoliški cerkvi, pa tudi v svetu, zelo aktualno sporočilo, da se približuje čas, ko bo uradna rimskokatoliška cerkev, Sveti sedež, dal neko svoje mnenje, vsaj delno o dogodkih v Medžugorju. Kako vi gledate na te stvari? Kaj pričakujete, kako se bo cerkev izrekla v Medžugorju? Torej, cerkvena oblast ali komisija ali karkoli ne bo drugega rekla, kako naravnim potom se to ne da izraziti. Nič več. Komisija ne bo nikoli priznala, da je to res, ampak samo, da se naravnim potom se to ne da dokazati. Ker cerkev smo končno vsi, se niso samo škofje. Škofje brez nas ne morejo nič. Cerkev smo vsi. In tudi, naprimer, da Slovenci nimamo svetnikov, je tudi zato, ker jih privatno ne častimo. Mi v rožnem vencu gremo dol na koncu 10, poleg fatimske molitve, vedno še molimo vsi slovenski svetniki in svetnice, prosite za nas, vsi slovenski mučenci in mučenke, prosite za nas. Cerkev smo vsi, torej smo tudi navadni verniki.
živi udje Kristusovega skrivnostnega telesa, enakovredni z duhovniki, ki pač imate drugo službo. Ali celo več vredni. Kolikor je več duhovnosti, večjo vrednota nosi kdor v srcu do vere, torej toliko več je vredno. Naprimer, ko se je Jezus rodil v Betlehemu, se niso angeli prikazali velikim duhovnikom, ampak najnižjim ljudem, pastirjem, ki so to srcem sprejeli, ki niso šele študirali, ali je to res ali ne. Srcem so sprejeli. In pastirji so bili prvi oznanjevalci. Prvi. Torej pričakujete, da bo vox populi, glas ljudstva, upoštevan tudi pri tem mnenju uradne cerkve? Jaz osebno nič ne hrepenim po tem, da bi pač bila Marija bolj upoštevana, češčena, to ja. Ampak da bi, meni nič ne manjka. To izjave škofov in tako naprej. Popolnoma nič. Slišal sem že izjave v cerkvi, češ da se Marija nekako rine v ospredje v Medžugorju, da ona ni najpomembnejša. Ali je to res? Ja, med Jezusom pa med Marijo ni nevošljivosti. Ni nevošljivosti. Da se Marija rine v ospredje, ampak zato, da bi pokazala, da svojega sina. Ja. Ki včasih je rekla, da je pri križu na križicu navzoča skoraj vsak dan. In je, da kje ne pa drugje molim, če ne pri križu svojega sina. Torej zdaj, ko smo bili dol, je bil križ srebrno bel. Bel. To je zame dokaz, da je Marija navzoča na križacu. Zelo redko smo v zadnjih letih lahko zaznali kakšen pozitiven odmev v naših slovenskih medijih, naj bo tiskanih ali elektronskih, o Medžugorju. V zadnjem času celo veliko negativnih člankov zapisanih, pa tudi predstavljenih preko televizije. Nekako se spotikajo novinarji ob to, da se je v Medžugorju tako zelo razvil ta romarski turizem, da je tam zaslužek, pravijo, na prvem mestu in ne tisto, kar bi naj bilo. No, jaz od vsega začetka hodim v Medžugorje. To je tisto prvo leto, ko ni bilo nekaj dobiti dol, nič. Pri Farožu je bila ena pipa iz Štirne ven, iz vodnjaka od Kapnice. Tam smo v dolgi vrsti čakali in tam je bila ena aluminijasta skodelica in iz tiste smo vsi pili vodo. To je bila vsa pogostitev v Medžugorju. No in potem po 2 letih, ko je Amerika nastopila za Medžugorje, ko so pri nas pripravljali v Sarajevu olimpijske igre, pa v Ameriko pa prosjačili za denar. Pa so Amerikanci rekli, če ne daste v Medžugorju mir, vam ne dam nobenega dolarja več. Ko bi odrezal, nobenega miličar in kjer več. Ko bi odrezal, nič več, vse mir. Smo lahko šli, kjer smo hoteli. Čeprav je oblast delala velike težave tudi tamkajšnjemu župniku, kar ste že omenili, da je bil aretiran nekje v avgustu leta 1981. 16. avgusta, torej takoj po prazniku Marijinega vnebovzetja. Ja. On je takrat na bito polni cerkvi pridigal, da so primeri, ko se ljudje 40 let niso spovedovali svojih grehov, zdaj si jih spovedujejo. 40 let so živeli v suženjstvu greha, zdaj so zaživeli svobodo Božjih otrok. In so mu učitali, da je mislil na 40-letnico komunizma. In ob 5. zjutraj so ga aretirali v posteli. So mislili, da bodo to brez ljudi naredili, ampak dvorišče je bilo že polno ljudstva ob 5. zjutraj. In ko je bilo 25. oktobra
glavno obravnavo v Mostarju. Takrat je Marija 2 ure. Ves čas, ko je trajala sodna obravnava, je Marija stala na križevcu. In je vsa fara jo je videla in učitelj, ko je tovarna prenehala delati in so šli ven in gledali Marijo. 25. oktobra. In Kaj veste vi o tej sodni obravnavi? torej bil je obdolžen, pač da je mislil na 40-letnico komunizma, to je bila glavna stvar. In plačali so 12 prič v Medžugorju, da so te besede razumeli politično. Advokat iz Zagreba je pa nabral 400 prič, da so to razumeli versko, ne politično. Pa advokatova priča nobena ni smela na sodišče. In potem je dobil najprej 3 leta zapora, advokat je potem znižal to na 1,5 leta. In Marija se je med tem časom Zovkotu v zaporu večkrat prikazala. In naredila celo to, da so vidci videli župnika. Enkrat so celo se med seboj pogovarjali. Koliko časa je Medžugorje bilo v znamenju preganjanja? Vemo, da so ti vidci osebno, njihove družine veliko pretrpeli. Ja, prve 2 leta je bilo najhuje. Potem se je pa naenkrat vse prenehalo. In začeli so cveteti novi hoteli, nove gostilne, trgovine in vse naprej. Na veliko. To je pa človeška plat. Kaj je za vas osebno največje znamenje pristnosti tamkajšnjih dogodkov, da se Marija resnično prikazuje? Torej, vsa doživetja, ki jih ob Romanih tam doživimo. Ko sem imel posebne vlake, in ko je to slovensko ljudstvo v cerkvi zapelo marijasko življenje, takrat smo imeli tako dogovorjeno, da smo med obhajilom vedno peli Slovenci. In sestra zakristanka mi je rekla, uvijek kad dođete Slovenci je za nas praznik. To je donelo, to se je pelo. Čudovito. Menda smo bili številčno najbolj zastopani Slovenci med... Glede na število prebivalstva smo bili Slovenci najmočnejši. Drugače bilo pa največ Italijanov. Ker pred to balkansko vojno, ali tem jugoslovansko, takrat skoraj ni bilo dneva, da ne bi bilo v Medžugorju slovenske maše. Gospod Maks Kozjek, v župnijskem uradu v Medžugorju hranijo več 100 primerov čudežnih ozdravljenj, ki so se zgodila v Medžugorju, naj bo med mašo na Križevcu, po priprošnji kraljice miru, ki se tam prikazuje. Tudi med nami Slovenci so bila številna ozdravljenja, vi jih poznate kar nekaj. Kaj nam lahko poveste iz prve roke tisto, kar ste pravzaprav vi sodoživljali? Torej, bil sem prisoten pri čudežnem ozdravljenju moje bivše gospodinje, zdaj že pokojne. Tiste dni je bila na preiskavah, vrh pljuč je bila črna, ali je bil to rak ali jetika, ne vem. In imela je pa še, da po Medžugorju imela pa še en pregled v Trbovljah. In ko je prinesla slike zdravnici, je rekla, odkot pa to? Na teh sliki imate pljuča bolna, na tej pa popolnoma zdrava. In bilo je, mi smo takrat potovali, to je bilo vojna dol. Bilo težko priti v Medžugorje. 4 smo šli. Od tukaj z vlakom v Ljubljano in najprej sem mislil, da gre vlak na Reko, pozneje, 1 ura pozneje, kot je šel. In gremo karte kupiti, tista 2 zasavca sta že s kartami čakala, naju, vsa nervozna.
grem karte, ko bi rekla, jaz tam karte lahko dam, vlaka pa ne boste dobili, ko te zamudili. Pa smo pa rekli, pa pejmo vsaj gledati, kje je vlak stal. In gremo tja na tisti peron in tam piše, vlak ima 10 minut zamude. In nas čakal. In smo se lepo peljali na reko. To je bilo pa ravno takrat, ko je bil v Sloveniji prvi policijski štrajk. In je bila meja zaprta in takrat je že vozil potniški avtobus iz Trsta v Medžugorje. Ob 9 zvečer bi moral iti iz reke, šel je pa šele ob 11. In smo rekli, že skoraj nimamo po kaj dol hoditi, ker ima ob 6 popoldne pa ta avtobus šel nazaj. In smo mi, kljub temu smo šli, pridemo ob 8 dopoldne v Medžugorje, pridem za zakristijo, sestri, če bi lahko imel mašo, je rekla, tlele boste imel tisti stranski zakristiji, ker se je takrat Marija prikazovala. Je rekla, eni drugi me rezervirala, pa ne bom nekam drugam poslala, potem boste pa vi imeli tam mašo. In na začetku maše je moja gospodinja začutila, da je bila na ramo položena topla roka, ki je šla skozi pljuča. In še isti dan, takoj, čez 1 uro je že šla z nami na Križevac, ki prej nič ni mogla. Potem drug primer, iz Spodnje Polskave, ki je ena ženska padla na traktorsko prikolico in si zdrobila 12. vretenc. Toliko so jo pozdravili, da je za silo hodila, pa večinoma pa ležala. Njen župnik je pa pogosto romal v Medžugorje in je začutila notranji glas, da ne gre v Medžugorje. Pa gre k župniku, pravi, kako ne, kam ne te damo. Pa so pa na zadnjih sedežih naredili posteljo in jo tam gor dali in je potovala v Medžugorje. Ko sta župnika molila v kapelici prikazovanj, pa je naenkrat rekla, gospoda, ste začutili, kakšen veter je mimo naju zapihal. Je rekel, jaz nič. Ona je vstala in zdrava. Ko je šla potem še na preglede, ko je prišla domov, rekla, odkot pa vam 12. vretenc, se ga niste imeli. Potem je bil moj stric, očetov bratranec, ki je imel bradavice na obeh rokah, od konc prsta pa do komolca, ena zraven druge. Bil je krojač in ni mogel več šivanke držati v rokah. In potem je bil v Nemčiji, gor so rekli, da je to rakavega izvora, da ni ozdravitve. In ko sta bila z ženo, drugič v Medžugorje, bil je Veliki Šmar, leto pa ne vem več, sta šla iz Crnice, mož je šel naprej, ona pa od zadaj in stopi iz grmovja ven. Neka ženska drži v rokah šopek rož cmilja in reče ženi, a hočete malo dobrega čaja? Vzela ga je, po taško dala pa šla. In ta čaj odnesla v Nemčijo, tam ga je shranila v kozarcu v kleti in čez 1 leto, ko so se začeli pakirati za domov, da se je preselili v Ljubljano, je naletela na ta čaj, pa ga je skuhala. In drug dan je mož videl na svojih rokah velike lise, popolnoma zdrave kože. Tako je spoznal, da tukaj gre za nadnaravni vpliv, da je nemogoče po nekaj požirkih čaja, da bi prišlo do take reakcije. Potem mu je pa žena cel mesec čist pomečken, ker veliko mil niso, kuhala tisti čaj in vsak dan so nastale nove površine kože. Nobena, kdor bradavica poznamo, to so tako ogromne bradavice, noben najmanjši delč se ni odlučil, samo spremenilo se v zdravo kožo. Na levi roki, od sredinca, skozi gor čez dlan, ena vrsta je pa ostala. In potem doma so začeli moliti rožni venec. In naslednje leto sta s 13-letnim sinom šla peš v Medžugorje. In najtežje je bilo med potjo, v spalnih vrečah sta spala, najtežje je bilo to, ker se ni dalo kruha nikjer kupiti, ker so ga dol po Hercegovini dol pekli ljudje doma. In tako sta
prišla dol in isti dan je prišla v Medžugorje tudi 90-letna Hercegovka, ki je za Medžugorje prekoračila 90 km. In potem so doma molili več nekaj let rožni venec, pa so se pa otroci navličali, so rekli, ne bomo več molili, dosti je tega. Takoj, ko so prenehali, so začeli bradavice naglo rasti, nove. In ta mož, stric je spoznal, da se z Bogom ni za hecati. Potem sta pa s hčerko, ko sta na Reslevi cesti v Ljubljani imela krojaški servis, tam vsako jutro, ko sta prišla v službo, najprej zmolila rožni venec, potem so pa začela delati in bradavice so spet izginile. Živo je pol še 9 ali 10 let, pa je dobil pa raka na črvesu in umrl. To so zunanja ozdravljenja, kaj pa notranja in spreobrnjenja? Srečevali ste mnogo slovenskih romarjev, z mnogimi ste bili v zelo intimnem pogovoru pri sveti spovedi. Torej, toliko romarjev je reklo, nočem več tega življenja, nočem več. Kakor sem že na začetku omenil tega patra Stankota iz Škofje Loke, kapucina, ki je rekel, kdor ne verjame v Medžugorje, ne gre samo na posebni vlak spovedovati, pa bo videl, kaj se dogaja. To so, gore so se premikale, gore greha in vsega. Do 2 zjutraj smo spovedovali na vlaku. En vagon je bil samo za spovednico. Ali se vam zdi, da do danes, ko poteka vse to že 34. leto, v Medžugorje narašča število romarjev ali upada? Glede na to, da imamo tudi druga romarska mesta, ne le v Sloveniji, Lourdes, Fatima, La Salette, ne vem, kje še vse, zakaj bi bilo Medžugorje na prvem mestu? Torej zato, ker se ga je Marija izbrala. Nima kaj drugega. Tukaj odpade človeška študija ali karkoli. Zakaj? Ker je Marija to izbrala. Ker je računala in še računa, da bo v Medžugorju se dogajale velike stvari. In da so prav tu, rekel, nekoč v naši Jugoslaviji, da se je to dogajalo, zame je bilo to zelo pomembno. To je čudovito. Se kaj srečujete, se kaj povezujete tudi z drugimi organizatorji romanj? Ne, nič. Kako bi po vaše moralo izgledati takšno romanje? Kako bi voditelji teh romanj, naj bo duhovniki ali laiki, morali voditi, pripraviti romarje na srečanje z Medžugorjem? Dobro pripravljene stvari običajno tudi dobro uspejo. Da. Samo videnje, ki smo jih dol imeli, niso bila nikoli pogoj, da bi nekdo zaradi tega vero sprejel. Vera se mora začeti v srcu. V srcu je treba to doživeti. In potem gre to navzven. Torej, življenje je enkratno, podarjeno od Boga in samo enkrat ga lahko uspešno preživimo ali pa zavrnemo. In Marijina ljubezen je neizmerna in nas objema vse in želi, da ji sledimo. Nekajkrat ste v tem pogovoru poudarili vero, pa vendar vemo, da je vera milost. Verjetno so ljudje, ki bi radi verovali, pa ne morejo verovati. Kaj bi jim povedali? No, da bi radi verovali, verjetno bolj na zunanjih znamenjih. Ker so tudi Judje nekoč Jezusa spraševali, kakšno znamenje boš pokazal, da ti bomo uvideli in verovali. Pa je toliko čudežev naredil. Pa je še vedno bilo to na površju. Kdaj? Kakšno znamenje? In ne bo se dalo temu roditi drugo znamenje kot znamenje preroka Jona. Kakor je bil Jona v trebuhu velike ribe 3 dni in 3 noči, tako bo sin človekov v srču zemlje 3 dni in 3 noči. Poleg nevire
je v današnjem svetu gotovo eden največjih problemov sovraštvo, vojne, vse, kar se dogaja med ljudmi. Začnejo se gotovo najprej v srcu vsakega človeka. Neodpuščanje, kako pridobiti torej ta notranji mir, kako se spraviti sami s seboj, z bližnjimi, z Bogom. Vsi so rekli v Medžugorju, z molitvijo lahko dosežete vse. Vztrajna molitev, vztrajna molitev. Koliko vam uspe moliti na dan? Ja, nadškof ljubljanski je rekel, da se kdo hvali, koliko rožnih vencev na dan zmoli. Zato se jih ne upam več povedati. Nam ne boste izdali. Prav. Gospod Maks Kozjek, gotovo boste še naprej med organizatorji in tistimi gorečimi častilci kraljice miru in obiskovalci tega svetega kraja Medžugorja v zahodni Hercegovini. Ni pa to edina stvar, edino zasebno razodetje, ki je vam zelo pri srcu. Vem, da že mnogo let zelo natančno prebirate tudi spise znamenite italijanske mistikinje, ki je živela v času II. Svetovne vojne in je imela tudi razodetje Device Marije, Jezusa, Boga Očeta, to je Marija Valtorta. Kaj nam lahko poveste o teh spisih? Berem to, jaz sem na pol slep in lahko berem na dan, morda par listov več, pa da moram prebrati. In to je nekaj nebeškega, tisto prikazanje življenja Marije, še bolj pa Jezusa. Zdaj, ko sem bral, Jezusu se je pridružil en razbojnik, ki je nekoč svojo ženo ubil. In potem ena Grkinja, ki je kot sužnja od enega pobegnila in se jih Jezusu zatekla. In Juda Iškariot, on je pa vedno špioniral med apostoli in Jezusom in sproti obveščal Jeruzalemski tempelj. Kaj se dogaja? In zato je Jezus naredil, da je tiste apostole, ki so bili tam z Jeruzalema doma, pa Iškariota poslal za nekaj mesecev domov, da bi doma doživeli trgatev, pa vse take stvari, ne gre doma staršem pomagati. Šlo se pa samo zato, da je izločil Iškariota. Ker to je bil grozno, samo kako bi škodo delal. In potem je pa Jezus je šel k Lazarju v Betanijo, on je imel pa razna posestva, najbolj oddaljene bilo v Antiohiji, to v današnji Siriji, in je prosil za pisma, da bi tam gor tisto skrbnik te dva človeka sprejel pod streho. To sta bila prva misionarja. In tisti Janez iz Endora, tisti spreobrnenc, je bil toliko navezan na Jezusa, ko je zvedel, da bo moral straniti sam jok. Pa je mu Jezus rekel, a bi ti rad videl mene, ko bodo iz mene naredili kepo mesa? To pa ne. Bi rad videl, ko bom jaz visel na križu? To pa ne. Zato te hočem tega rešiti. In je bilo 8 apostolov, je potovalo z njimi. Jezus je pa na eni gori čakal, se ni upal, da bi šel z njimi do konca, ker bi bila prehuda ločitev s tistim Janezom in Sintiko. In so šli sami, ker so potovali z ladjo. Presedali enkrat spet na drugo ladjo in prišli tam gor, da so potem z eno vozom potovali v Antiohijo. In so ta doživetja tega Janeza. Torej gre za različne zgodbe iz Jezusovega življenja. Sveti Janez celo piše, oziroma knjiga knjig, da vse knjige sveta ne bi mogle obseči vseh dogodkov, ki so se zgodili v času Jezusovega življenja, njegovega javnega delovanja, če bi jih popisali. Vi kot duhovnik veliko bolje kot mnogi laiki veste, da Cerkev ne zahteva
od vernikov, da bi morali verovati v zasebna razodetja. Kakšna je razlika med javnim in zasebnim razodetjem? No, javno razodetje se je za smrtjo apostola Janeza zaključilo. Vse, kar se je pozneje razodevalo, je spadalo pod privatno razodetje. Čeprav je za Medžugorje osebno, jaz nisem ne teolog, pa ne, smatram, da je to svetopisemska zadeva, da se izpolnjuje, kar je apostol Janez videl in napisal. In odprlo se Božje svetišče v nebesih. To zame ni več privatno razodetje. Bog hoče ljudi reševati. To je enkratna stvar. Enkratna. Kako vidite, koliko smo se ljudje tega sveta odzvali na te klice iz Medžugorja, ki trajajo letos, torej že 34. leto? Da še enkrat ponovim nazaj, nisem povedal vseh vlakov. Iz Ljubljane pod mojim vodstvom jih je šlo 15. Enkrat sta šla 2 v enem tednu, ker smo en vlak ni mogel vseh sprejeti, smo prišli domov, drug dan spet v Ljubljano, na vlak je že čakal spet vlak za Medžugorje. 2 v enem tednu. Potem so Štajerci od nas odstopili, zato ker so morali v Zidanem mostu po 2 ure čakati, ko so prišli nazaj, da so dobili vlak, ki je peljal proti Mariboru. In so potem posebej organizirali nekaj posebnih vlakov iz Štajerske. Koliko pa, ne vem. Prav bi bilo, da bi vas že na začetku povprašal, da bi se nam malo bolj predstavili. Poznamo vas le kot župnika tukaj na Zasavski Sveti Gori že 32. leto. Župnikujete tukaj, smo povedali na začetku. Sicer pa zelo malo vemo o vaši preteklosti, o vašem življenju, o vašem otroštvu, odkot prihajate, kje ste se rodili, iz kakšne družine, kje ste študirali in tako naprej. Rodil sem se kot 8. otrok v vas Koreno nad Horjulom. Ko sem bil star 13 let, vse važne stvari v mojem življenju so bile združene številko 13. 13 let sem bil star, ko mi je mama umrla. Potem, ko sem šel v bogoslovje, sem dobil številko perilo 13. Zdaj se ne spominjam več, sem pozabil. Polno stvari je bilo vse. Ko sem prišel na prvo službeno mesto v Metliko, smo imeli hišno številko 13. Povsod 13, zame je to Marijina številka, ker v Fatimi se je prikazovala 13. v mesecu. Mnogi se te številke bojijo. No, to je prazna stvar in zame je to Marijina številka. Vi boste pod to številko korakali še naprej, ne? Koliko časa vam bo dano? Se kaj bojite zaključka tega življenja, na kar bi pač vsak človek, še posebej kristjan, moral posebej misliti? Torej, jaz se nič ne bojim umreti. Oko ni videlo, uho ne slišalo, srce ne okušalo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Da, nepričakovane stvari, notranje doživetja, to je vse. Moramo biti žrtve, orodje, vse za Božjo mamico. Jaz ti rečem Božjo mamico zato, ker častim to Marijino rojstvo. In Slovenci imamo ogromno Marijinih pesmi, ampak nobene pa nimamo o Marijinem rojstvu, zaprav, da bi sploh imena nimamo tazga, da bi rekli malo, kot imamo Jezušček za Jezusa, za Marijo pa kakorkoli se izrazimo, ni primerno. Rekli Marička, ne gre, nimamo. In to škoda. Kakšna romanja so pri vas značilna tukaj na Zasavski Sveti Gori?
v tej cerkvi posvečeni Marinemu rojstvu. Ni le izletniška točka, ampak predvsem romarska, ne? Torej, tle je romarje, mislim, to je majhna stvar, tam do 100 romarjev naenkrat. To imamo vsako prvo nedeljo, popoldne, poleti ob 3, po zimi pa ob 2. 2 rožne vence in maša. Ali vi tem romarjem tukaj govorite tudi o Medžugorju, o tamkajšnjih prikazovanjih Marijinih sporočili, glede na to, da ste uredili posebno kapelo Kraljice miru? V glavnem razlagam mesečno Marijino sporočilo iz Medžugorja. Gospod Maks Kozjek, hvala lepa vam za čas, za ta pogovor. Želimo vam še veliko zdravja, dobre volje, da boste še naprej lahko veselo oznanjali to sporočilo ne le Medžugorju, ampak sporočilo Evangelija, ki je vesela novica. Želim biti Marijin glasnik, želim biti Marijino orodje, kakor Marija hoče, in sem v Jezusovih rokah, naj z menoj naredi, kar je Božja volja. Hvala lepa. Prosim.